Glede na to, da je z nami študent Urban, bi najprej njemu postavila eno tako ne preveč težko vprašanje. Danes ste poslušali, da pripravljamo program za pametne zgradbe. Zato me zanima, kako kot študent šolskega centra Novo mesto vidite potencial v tem programu pametnih inštalacij, pametnih zgradb in če nam lahko iz vašega vidika poveste, kako bi študenti oblikovali program oziroma kaj si želite s končanjem takšnega programa doseči, ali je to samo titula, ki je s tem pridobite, ali je znanje tisto, ki je prioritetno, kar podava mikrofon. No, tu je naša prihodnost, vsaj po mojem mnenju. Jaz obiskujem izredni študij in sem se že srečal z inteligentnim inštalacijam. Imeli smo nekaj različnih vrst, sam sem se ukvarjal z SNOF-i. Zdaj, tale študij se mi zdi, da je prav usmerjen, ker se vse več zgradb razvija v tem stilu. In tudi poglavitno se mi zdi, da mi študentje že zdaj začnemo na tem delati, da se spoznamo z različnimi temi, kako bi rekel, elementi, da jih znamo povezati, ker tu je eno novo področje v inštalacijah. Lepo je bilo pa tudi slišati več teh različnih predavateljev, ki so predstavili svoje sisteme. Zdaj, kaj bi še rekel? Se boste odločil? Ja, verjetno ja. Super. Enega študenta že imamo. Ja, mogoče, če bi lahko pojasnil, kaj je delo v bistvu do zdaj na pametnih instalacijah. No ja, lahko tudi to. No. On je imel eno projektno nalogo, ne? In je... Ja, tako, jaz sem imel eno projektno nalogo. Ukvarjal sem se z izdelki od SNOF-a. Zdaj, tu so različni moduli, aktuatorji, senzori, ki so povezani preko aplikacije EV-Link. Tu je dost poceni zadeva, en modul, aktuator stane približno 5 evrov. Dobra stvar tega je, da je res enostavna aplikacija. Zdaj, potem pridejo pri temu tudi razni zadržki, ko hočemo kakšno zahtevnejšo stvar narediti. Dobra stvar je, da vse te module, ki jih proizvajajo, lahko vežemo na našo obstoječo inštalacijo. Več stvari lahko tudi povežemo skupaj. V programu EV-Link skupaj delamo sheme, povezujemo in tudi postavljamo pogoje. Združujemo te elemente v neke skupine, tako da so tudi med seboj povezani in delujejo samostojno. Zdaj stvar deluje preko Wi-Fi direkta, je pa tudi noter uporabljajo Wi-Fi čip od ESP-jev 8266. Lahko pa tudi stvar nadgradimo, če hočemo bolj zahtevnejšo uporabo, stvar nagradimo, flashamo z drugim programom, potem lahko uporabljamo tudi drugo aplikacijo, Home Assistant. Potem pa je še plus te stvari, da je vse kompatibilno z Google Home pa Alexa. Zdaj, jaz sem delal en primer, kako bi izgledala naša hišna inštalacija. Povezal sem več aktuatorjev, luči, modulov v eno shemo. Uporabil sem tudi senzorje za temperaturo, vlago, ki bi jih recimo uporabili v neki kotlovnici ali pa kopalnici, za primer razlitja vode oziroma vklapljanje in izklapljanje kopalniškega ventilatorja. Zraven je tudi modul, ki podpira 433 MHz, res da za uporabo tega rabimo Wi-Fi bridge, ki ga nam pol poveže v našo aplikacijo. Vse je tudi super, ker deluje samostojno, tudi v primeru izpada Wi-Fi omrežja. Stvari še vedno delujejo, lahko jih tudi ročno vklapljamo, izklapljamo ali pa preko telefonov oziroma preko naših shem, ki smo jih naredili. Zdaj, tukaj je super, to je res dobro za neko enostavno rabo. Ko pa pridemo potem do nekega zahtevnejšega projekta oziroma kar moramo izvesti, se pa malo zapletejo zaradi aplikacije, ki nam jo ponujajo,
kot pa sem že rekel, se da stvar preflashati v drug program in pol nam omogoča več funkcij. Hvala lepa, se lahko zapravo. Podjetje Robotina. Program pametnih zgradb je namenjen za že izobražen kader, usposobimo, priučimo oziroma specializiramo za to področje. Kako vi kot podjetje gledate na pobudo, da se v Sloveniji prične s sistematičnim pristopom usposabljanja v tej specializirani panogi? Hvala lepa. Absolutno, izobraževanje je ena najpomembnejših oblik ozaveščanja o kakršnikoli zadevi in kot radi rečemo, na mladih svet stoji. Zato je za nas ta zadeva za podjetje pomembna in kot razvojnike takih, bom rekel, krmilnih sistemov. To ni prvi primer, ki se srečujemo na tem nivoju. Mi še sodelujemo z določenimi izobraževalnimi centri v Sloveniji, z nekaterimi tudi v tujini, kjer, bom rekel, podpiramo takšen način izobraževanja in verjamem, da se bomo tudi z vašim šolskim centrom dogovorili za sodelovanje, kjer bomo omogočili dostop do izobraževanja in poučevanja o sistemih, o novitetah, o inovacijah, ki jih pri nas razvijamo. Tako da, toliko na kratko. Hvala lepa, vidim, da so kratke odgovori, tako da bomo hvala zaključili. Da bo predloga 4 pod panda. Gospod Vaščaj. Vaše podjetje izvaja dejavnost pametnih inštalacij, ne vem, ali samo v zgradbah ali tudi v kakih drugih proizvodnih procesih, verjamem, da tudi. Tudi. Razvoj in potrebe po tej dejavnosti, ali če se tako izrazim, digitalizacija proizvodnih procesov so na trgu prisotne že kar blizu desetletja, morda še celo več. Če pa pogledamo, v Sloveniji še nimamo primernega izobraževalnega programa v tej smeri. To se bo letos za našim programom jeseni spremenilo, upajmo, da bo. Enega študenta že imamo. Pa vas sprašujem, kje ste pridobivali znanje te stroke in ali so na trgu potrebe po takšnem izobraževanju? Hvala. Vsekakor so potrebe po takem izobraževanju. Če mogoče malo plastično povem, imamo strojnika, ki zna super svoj strojni del, imamo električarja, ki zna super svoj električni del, potem imamo programerja, ki zna programirati, nismo imeli pa do zdaj strokovnjaka za pametne hiše, ki zna vse skupaj povezati. In to v bistvu, mislim, da bomo s tem programom dobili, da je to tisto ključno. Zdaj, sam, pa v našem podjetju smo pa znanje predvsem dobivali zdaj v tujini, praviloma na izobraževanjih proizvajalcev te opreme. To je v bistvu še tisti najhitrejši dostop, pa seveda sam veliko enostavno da postaviš v nekem laboratorijskem okolju stvari in začneš testirati in potem seveda pridejo ideje in potem tudi implementacija. Hvala. Šolski center Novo mesto, morda Tomaž, pa bomo potem malo strokovnega, pa še Miti prepustili. Šolski center je v slovenski prostor prineslo novost v smislu izvajanja višješolskega strokovnega programa. Vključeni ste tudi v pripravo našega kurikuluma, ki bo kakorkoli, ali bo to specializacija ali karkoli že bo. Za pametne zgradbe nam lahko pišete shemo oziroma cilje, ki jih bo ta program zasledoval, komu je namenjen in kakšen profil bo prinesel. Vem, da smo danes že nekaj o tem slišali, ampak mogoče malo na kratko, da še enkrat orišete. Program prinaša stopnjevanje po višji strokovni šoli. Tako kot je že prej kolega Vaščaj rekel, da nekako sledi. Iščemo eno kombinacijo enega, ki bi poznal vse 4 področja, ki jih nekako potrebujemo v tej zgradbi. Ravno tako pa smo tudi mi tukaj, ko smo analizirali, ugotovili, da če bi šli narediti en program, ki bi bil samo za pametne zgradbe,
najbrž ne bi dobili nekega števila študentov, ki bi dalo to, da se to da izvesti. To pomeni, da bi bil program izvedljiv, kar se tiče stroškov in podobnih zadev. Zato je zdaj program v osnovi sestavljen iz tega, da pač na en način nadgradimo znanja elektrotehnike oziroma elektronike v sistem strokovnjaka za inštalacije pametnih zgradb, tako ga bomo tudi imenovali. Vendar v programu bomo puščali odprto pot, da se lahko v ta program vpiše tudi strojnik, lahko se vpiše tudi informatik ali pa tudi kar smo še elektronik. In tako da bomo imeli te module, ki bojo izenačevali ta zgradnja, ker tudi če pogledamo elektronika samega, ki bo nadgradil znanje s področja inštalacij pametne zgradbe, on pa dejansko pa ne pozna teh strojnih naprav, s katerimi zadevo peljemo. Veliko smo slišali v ogrevanju, v toplotnih črpalkah in tako naprej. Tako da bomo program sestavili modularno in dejansko bomo potem glede na ta interes ugotovili, katera znanja so že priznana oziroma kater modul ima že določen profil upravljen oziroma katere module potem še opravi. Kar se potiče samega naziva, tukaj s tem programom se ne pridobi stopnje izobrazbe, ampak se samo razširi znanje po višji strokovni šoli, gre v principu za program izpopolnjevanja na tem delu. Torej, ko sodobni tehnologiji, človek mora biti še vedno vključen za prenos tega. Še Mitja bi vprašala, ste strokovni soosnovalec programa Pametnih zgradb. Kako je potekalo usklajevanje in priprava programa med 3 državami, partnerji iz 3 držav? Kje so prednosti in kje so težave s pripravo takšnega programa? Ja, program priprave potekle tako, da smo najprej poslali ankete vsem podjetjem, dobili vhodne podatke, kaj ne bi v programu pokril. In potem smo začeli z snovanjem programa in nekako najtežje je bilo uskladiti želje posameznih partnerjev po vsebinah. Na koncu smo prišli do, kot smo najprej sestavili nek poklicni profil, ki je opisoval, katere vse znanje in veščine naj bi nek strokovnjak za pametne zgradbe imel. In potem smo skladno s poklicnim profilom napisali program. Ker bodo program razvijale šole, ki izobražujejo različne poklicne profile, tudi ne verjamem, da ga bodo vse šole izvajale v enaki meri, šolski sistemi v različnih državah se tudi razlikujejo in zaradi tega pač bo ta program delno, mednarodno usklajen, v drugem delu pa bo pač vsaka država iskala svojo pot skladno s šolskim sistemom in zakonodajo, ki ima. Za implementacijo. Ja. Več bi pomogoče lahko dalje povedal. Pride tudi on na vrsto. Pa ker je bil že izzvan, sprašujem predstavnika Darka Malija iz Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje. Sodobna industrija in razvojni centri nove tehnološke rešitve hitro prilagajajo in razvijajo do te mere, da postajajo realnost s vsakdanjim življenjem. Pri tem je mednarodno povezovanje postalo že pravilo. Kako se to odraža v izobraževalnih programih, ki jih ponuja mreža naših šol? Hvala lepa. Pri tem projektu zasledujemo več ciljev. Eden je priprava samega novega profila po potrebi gospodarstva.
Zelo pomemben cilj se nam zdi to povezovanje, se pravi mednarodni trgi, povezovanje gospodarstva je postalo pravzaprav nek pogoj, brez katerega danes ni več uspešne industrije, uspešnega podjetništva. Ravno tako seveda mora to postati tudi en osnovnih pogojev nadaljnjega razvoja, poklicnega in pa strokovnega izobraževanja. Tudi sama Evropska komisija, ki recimo ta projekt financira, seveda izredno poudarja po eni strani povezovanje, ne samo izmenjavo študentov, ampak tudi povezovanje na področju razvoja, izvajanja novih izobraževalnih programov. In po drugi strani zelo poudarjajo tudi v zadnjih letih odličnost, se pravi povezovanje po eni strani različnih nivojev izobraževanja, povezovanje gospodarstva, različnih resursov tudi, ki jih imajo šole, in da na tak način oblikujemo seveda tiste centre odličnosti z ponudbo, ki bodo seveda dejansko prilagojeni potrebam gospodarstva in se po drugi strani seveda tudi izvajali skupaj z gospodarstvom. Tako da v tem programu smo stvar zasnovali tako, da bo po eni strani šola seveda ponudila svoj del, po drugi strani seveda pa tudi pričakujemo od podjetij, da bodo vzporedno seveda pripravljeni vključevati kandidate oziroma že svoje zaposlene delavce v same procese in potem tako vzporedno v sodelovanju s šolo tudi nadgrajevati njihove kompetence. Tako da ima ta cilj seveda, ta projekt še mnogo veliko širše cilje, ki jih tudi poskušamo skozi naše aktivnosti uresničevati. Hvala lepa, Šečer na kraju. Z nami je tudi vodja projekta, ravnatelj obrtniškega učilišča, vodja projekta, nosilni partner projekta, ki prihaja iz Zagreba. Zdaj, kje je ideja nastala, ga ne bom spraševala, ker vem, da je nastala na relaciji med Dunajem in Krškem na avtobusu, Daniel, če se prav spomnimo. Drugače pa bi vseeno vprašala že gospod Mali, omenil to povezovanje gospodarstva pa izobraževalnih inštitucij, kar je zelo pomembno za celoten uspeh družbe, kar se tiče gospodarskega področja. Kako vi vidite prednosti tega projekta, tega programa, ki ga bomo naredili? Tudi se ukvarjate z izobraževanjem z področja obrti, to je vaša primarna naloga, vaše inštitucije v povezovanju z vašimi zbornicami. Kje vidite tiste prednosti oziroma kaj nam bo ta projekt doprinesel? Baš nikako. Prednosti ovog projekta su take da mi ih nećemo moći idućeg godine do 2 iskoristiti. Ovo kad gledam kako vi već iduću godinu planirate upis, je li tako? Kod nas je to više izazov projekt, jer mi peticu u redovnom sustavu nemamo regulirano. Vi ste ju ostavili, mi smo ju izbacili prije 25 godina i ovo je nama više projekt kao izazova, a upravo zato da povežemo gospodarstvo i upravo je kod ovog dijela razlike koje spominju i Tomaž i Mitja i Darko, nama je interes da što više se povežemo sa realnim sektorom. Work-based learning je ono što bi nama bio interes da radimo i tu je sad pomirivanje tog kurikuluma i sve interesantno i nadam se da ćemo mi to implementirati za 1, 2, 3 godine. Ne prije. Osim kroz drugi dio koji je moguće kroz obrazovanje odraslih. Tako da imamo nade, samo vi u Sloveniji imate bolju startnu poziciju, niste uništili ovu peticu. Hoćeš još puno? Ima kdo morda še iz publike vprašanje? Boste tako ali boste na mikrofon? Za koga, povejte? Jaz sem Boštjan Zgonc in sem član Republiškega
strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje. In se zahvaljujem za vabilo, da sem lahko to poslušal. Imam dve vprašanje. Prvič, vi v bistvu testirate možnost prvega programa za izpopolnjevanje po višjem šolskem študiju in me zanima iz strokovnega vidika, ali je sistemsko okolje, kakršnega imamo, zakon, izhodišča in tako dalje, tako, da je v prid temu, da se je dalo izkoristiti to za ta program. To je prvo vprašanje. In drugo, ali mislite, da bi bilo treba študij po tem programu financirati iz javnih sredstev? Mislim, da je to vprašanje na mestu morda za CPI pa šolski center. Kdo bo odgovoril? Prvo vprašanje. Ja, pri snovanju programa in pri oblikovanju rešitev seveda smo se tudi soočali, oziroma se še vedno soočamo z izzivi, s težavami. Tisti, ki se pač bolj ukvarjamo s postavitvijo novih izobraževalnih programov v prostor. Imamo seveda, vemo, da je tukaj več takšnih formalnih rešitev, ki jih mora tudi program sam vzpostaviti. Tu seveda že prva težava je sam pogled na izid oziroma naziv ali pravzaprav kaj je pravzaprav diplomo ali kaj podobnega, kaj tak program prinaša. Še vedno smo zelo vpeti v neko akademski pogled na izobraževanje, zelo vidimo stopnjo, srednja, višja, visoka in tako naprej. Manj pa seveda imamo razvit ta pogled na poklicno izobraževanje kot na posebno vrednoto, seveda, ki jo moramo tudi gojiti. Seveda s tem programom potem bomo postavili seveda v prostor nek nov pojem, kvalifikacije, certifikata oziroma nekega potrdila, ki upamo seveda, da bo tudi zaradi svoje same prepoznavnosti vsebine kot tak prepoznan. Drugače pa seveda bo potrebno v tej smeri tudi v bodoče oziroma tudi z bližnjimi prenovami seveda doreči ta položaj samega poklicnega izobraževanja tako za mladino, kot za odrasli, kot za zaposlene, kajti to bi moral postati pravzaprav enoten in prehoden sistem. To je seveda taka težava. Potem druga težava seveda so ti vpisni pogoji, ki so tudi zelo šolsko postavljeni, spet izhajajoč iz tega, kar sem že prej omenil, kako napredujemo, ko prejšnjo stopnjo narediš, potem dobiš pogoje za naslednjo. Seveda v realnem življenju podjetjih pa ni tako. Tu pa seveda se zaposlujemo, že sam sem tak primer, pač iz različnih strok, začneš nekaj delati in potem seveda, ko se hočeš izpopolniti, kot v tem primeru, seveda te lahko neka pretekla šola, ki si jo pač naredil nekoč po nekih odločitvah, ki se nekaj ovira, da ne moreš seveda več napredovati v delu, ki ga delaš. Tako da tukaj tudi Tomaž tudi že predstavil, kako razmišljamo, da bi v programu potem ponudili posameznikom iz drugih strok pač neke dopolnitve. Čeprav seveda na zahodu, tu imamo primere z Danske, Nemčije, Avstrije, seveda pri takih tipih programa teh šolskih vpisih bolj dejansko ne poznajo. Zahtevajo se neke izkušnje, dočim formalna predhodna izobrazba po takih primerih ni pomembna. Tako da tudi tukaj bo potrebno narediti kakšen korak. Pa da ne bom predolg, no, v glavnem je kar nekaj izzivov, da bi ta program seveda vzpostavili. In pa seveda za to zadnje vprašanje o financiranju, seveda, meni se osebno ne zdi. Mogoče bom jaz na financiranje, ker mi tu nocam. Ok, lahko je. Evo, izvoli. Ja, zdaj, šola je tista, ki rabi financiranje, da zadeva izvaja, ne. Zdaj, naše
naše stališče je tukaj to, da zdaj trenutno imamo varianto, da tudi če bomo ta program pripravili, ga bomo lahko financirali z sredstvi nadaljnjega poklicnega izobraževanja za zaposlene preko projekta Monera. Ta opcija bo šla trenutno, tako da bomo lahko tudi to zadevo speljali. Če bi se poprašali, ali je treba take stvari financirati iz javnih sredstev za strateški razvoj, sigurno ja. Včasih smo rekli, da mora država preko ustave je zapisano, da te mora financirati do prvega poklica. Ampak zdaj prvi poklic ni za cel življenje, niti najmanj, in tudi če je ta poklic pridobljen, mislim, to določilo bo treba pač tudi v tej državi, če hoče slediti večje dodanje vrednosti, novim tehnologijam in vsem tem zadevam spremeniti. Tako da v nekem strateškem delu bojo višje šole, fakultete in te bojo morali v principu ne samo, da pridobivajo nove mlade študente, ampak bo treba ta ciklus obrniti in bo treba pričakovati, da bomo imeli polovico tistih, ki so spet prišli v šolo in čez 5 let pa so spet prišli v šolo. In to je stvar države, ne zgolj samo podjetij in podobnih zadev. Če to ne bi bilo tako, potem Evropa ne bi tega financirala. Ampak Evropa bo nehala to financirati, takrat bo pa morala to delati država. Morda še kakšno vprašanje? Jaz bom še eno splošno vprašanje. Za koga mogoče? Zato ću moje zemljake iz Zagreba izdati na hrvatskom. Ovaj projekt, piše da je vodilni partner, odnosno vodeći partner je obrtničko učilište. Točno. Vi ste tu uključili i FER zagrebački, Da. Ne znam gdje točno relati. Zašto to pitam? Zato što mi sa FER-om, sa Slovenskim državnim guzdovima radimo projekt na aplikaciju dronova. To su potresan projekti, hrvatsko-slovenski projekti, koji isto barataju sa podatkom vodilni partner, recimo to ljeto je vodilni partner Slovenska, institucija drugo ljeto Hrvatska. Ali čisto zanima na koji način da vi uključite FER unutra, odnosno da li postoji mogućnost da se takvi projekti uključe u te međudržavne SLO-CRO projekte koji se pojavljaju? SLO-CRO projekti su malo intenzivni, to su međudržavni projekti koji kasne recimo sa financiranjima i do godinu 2 dana. I sad ako nemate osigurana financiranja, malo vam je to veći izazov za provoditi. Recimo školski centar Novo Mesto je jak, a mi nismo baš tako jaki, a ni fakultet, čak FER nema nekakav doživljaj da ide u takve projekte, ako ste to pitali. Slovensko-hrvatski projekti, ajmo reći, imaju malo izazovniju provedbu tajničko koje financira to. Dakle, ovi projekti su, ako mislite za razvoj, pogotovo fakultetski, puno interesantniji na obzoru Horizon nego u ovom slučaju. Da, ali ovo su konkretno neki baš znanstveni projekti slovensko-hrvatski. Znanstveni projekti su puno bolja varijanta ići prema obzoru ili znanstvenim projektima nego ići na pogranične projekte koji su specifični sa svojom tematikom. Duša tematika je bila u ovom jednom pozivu da se smanji, da bude energetska efikasnost veća, ali to je više namijenjeno lokalnoj zajednici nego fakultetima ili školama. Dobro, dalje posvećam termin. Še kako vprašanje? Če ni, potem spoštovani gostitelji, predavatelji, panelisti in ostali prisotni študentje, jaz se vam v imenu partnerjev projekta Švet najlepše zahvaljujem, da ste z nami pisali pametno zgodbo, katere glavni produkt ne bo le program pametnih zgradb,
pač pa verjamemo, da bo temu sledilo razvoj tega področja, ki hočeš ali nočeš prihaja za razvojem tehnologije vse sfere človeštva in zasleduje cilje industrije 4.0, če ne že industrije 5.0 za umetno inteligenco, no kljub temu pa se moramo vsi skupaj zavedati, da brez znanja in vključenosti človeka tudi pametna tehnologija ne more delovati. Hvala lepa in vabljeni še kdaj drugič ob naših dogodkih, da se nam pridružite.